kaj je z njo prišla, magat sem ji šla in zalepila bleščeči trak. Prijazna zvezda sveti in prežene mrak, grdi strah takoj zbeži. Danes tu, jutri tam, z mano gre, če grem drugam. Larina, zvezdica, se z neba mi smehlja. Larina, zvezdica, se z neba mi smehlja. Oceanologi so neverjetni. Jaz bi bila tudi oceanologinja. Ja, jaz tudi. To pa ne, Tin, prva sem rekla. Potlej bom pa medvedkolog, če kaj takega sploh obstaja. Seveda obstaja. Na svetu so znanstveniki in raziskovalci za vse. Naravo, vesolje, vreme, hrano, let na tečajih. Tudi za hot doge? Ja, gotovo so. Nekdo mora preveriti, ali so hrenovke in štručke dovolj dobre. No, potem bom pa jaz hot-dogolog. Oho, ampak vajino raziskovanje bo moralo počakati do jutri. Spat bo treba. Jutri je poseben dan. Ja, Anja pride. Vse sem že pripravila. Saj vem, da si, Lara. Anja, zelo lepo ime, kaj ne? Lani na morju sva se spoznali in zdaj me pride obiskat. Kar sama bo letela z letalom, jaz nisem še nikoli. Je pa res 1 leto starejša in hodi že v šolo. Lahko noč, zvezdica. Zjutraj se vidiva. No, lahko noč, Medi. Naspati se morava, jutri je zelo pomemben dan. Mua! Mami, si prepričana, da je tukaj? Ja, ne bodi neučakana. Glejta, tamle je. Anja, tukaj smo. Živjo, Lara! In leteli smo skozi oblak in kar na lepem. In gor in dol. Ampak niti pikico me ni bilo strah. Saj veš, kar naprej letim. Lansko zimo sem letela v London in takrat je bilo šele tako. V Londonu si bila? In Parizu, tudi francosko znam govoriti. Bonjour. Ti pa še zmeraj hodiš v vrtec, ne? Ja, jutri lahko greš z mano, če hočeš. Z veseljem. Sploh se več ne spomnim, kako je, če hodiš v vrtec. Mislim, zdaj je čisto drugače, veliko dela imamo. Beremo in pišemo. Prav, naslednje poletje grem pa na tabor s prijateljico iz šole. No, niso več taki prijateljici. Grozno otročja je. Kup plišastih igračk ima še. Igračk? Si predstavljaš? Z medvedki se pogovarja in crklja dojenček. Ojoj. Kaj pa je? Nič. Hej, kam greš? Živjo. Živjo! Lepo, da si prišla, Anja. Kar naprej. Kako si letela? V oblak so trčili. Ne čisto. Res? Lara, kje pa si? Kam si se udrla? Tukaj počakaj. Njam oči. Hvala. Ti pokažem svoj novi helikopter. Lara, zakaj je bil pod mojo... Koga briga tvoj helikopter? Hej! Spravi se ven! Lara, kaj te je pičilo? Sebi sem mu rad pokazal helikopter. In kaj je tvoj medvedek delal pri meni? Zato, ker ga Anja ne sme videti in ti ne boš niti črhnil o njem, si slišal? Zakaj? Glej, saj ti bom razložila, ampak prisezi, da ne boš pisnil. No, prav. Pridi, Tin. Dekleti si imata veliko povedati. Hej, Anja! Čigav pa je? Ta medvedek je očijev. Kaj? Oči ima medvedka? Ja, veš,
ker moj očka je medvedkolog. Kaj? Medvedkologi sploh ne obstajajo. O, pa, na svetu so raziskovalci za vse. Naravo, vesolje, vreme, pa tudi za medvedke. Kako pa preučuje medvedke? Tako kot vsi znanstveniki, pregleduje in preizkuša jih, da vidi, ali so dovolj dobri. Videti mora, ali so primerni tudi za spanje, ne? Jasno, saj to je logično. Kdo bi si mislil, da obstajajo medvedkologi? Prima služba. Lara, pohiti, jaz sem na vrsti. Oh, Tin, počakaj malo. No, prav. Pogledat grem, kaj je na očjevi postelji. Hej, Tin, obljubil si. medvedka še omenil nisem. Zanima me, kaj se dogaja. Potem ti bom povedala. O, saj si tukaj. Mislila sem, da Anja sploh ne bo zaspala. Tako sem se je veselila, zdaj pa sama ne vem. 1. razred je že končala in je čisto drugačna kot lani poleti. Velika in resna. Skriti se morala medvedka, da ne bi mislila, da sem dojenček. Ampak ne vem, kaj bom jutri. Rekla se mi, da moj očka preučuje medvedke. Vem, da ga bo kaj vprašala o tem. Kaj bom potem? Ja, Anjen nahrbtnik, kaj hočeš povedati? Že vem. Najbrž hočeš reči, naj povem, vse lepo po pravici, je tako? Prav, zvezdica, pa bom. Takoj zdajle grem povedat očku. Tukaj počakaj. Ne skrbi, saj pridem pote. Obljubim, da pridem. O, smo pa zgodaj po konci. Kje si pa pustila pravo Laro? Oči, nekaj ti moram povedati. Kar daj. No, včeraj sem rekla Anji, da... Ne moreš si tako hitro umiti zob. Ja, pa lahko. Be! Moj helikopter je trčil v oblak. Kaj si hotela reči? Nič, oči, nič takega. Greva, Anja, saj bova jedli v vrtcu. Glejte, naredila sem enakega medvedka, kot ga imam doma. Pokaži ga potem Larinemu očku, da ga pregleda, če je dober. Larinemu očku? Zakaj pa? On je medvedkolog. Pogledal bo, če je medvedek dovolj dober. Tega mi pa nikoli še nisi omenila. No, otroci, dovolj za danes. Pustite vse tukaj in bomo potem počistili. Najprej si vsi umijte roke. Greva, Anja. Je že prišel. Larin očka je prišel. No, tukaj je. Vam lahko prinesem svojega medvedka? Medvedka? Ja, rad bi, da ga pregledate in poveste, ali je dober. Hej, kaj? Oči, mislim, da je nekaj zaradi Larinega medvedka. Kakšnega Larinega medvedka? In tukaj sem ga skrila, a
prav, ker tega nočem. Najrajši na svetu ga imam in zmeraj bo z mano. In zdaj mi je že čisto vseeno, Anja, če misliš, da sem dojenček. Oprosti, nisem tako mislila. Tista sošolka ima drugo prijateljico in se ne zmeni več zame. Čisto nič nimam proti medvedkom, Lara. Glej, jaz ga imam tudi. Posadiva ju skupaj. Zdaj razumem, zakaj si posijala na njen nahrbtnik. Hvala. Veš kaj, zvezdica? Anja je ravno tako dobra prijateljica kot lani. Kaj ne? Nočka, medi moj.